Ker smo v Sloveniji glede na prejšnji teden skoraj podvojili dnevne številke novo okuženih, je vlada pripravila nov seznam ukrepov, ki ga zaznamujejo barve. Zelena pomeni, da veljajo zgolj splošni higienski ukrepi. Oranžna pomeni, da je omejeno zbiranje ljudi, rdeča pomeni, da je znova razglašena epidemija. In črna, ki pomeni, da je tam vse ostalo spodletelo. Neuradna prestolnica Koroške je namreč postala prvi kraj v Sloveniji, ki je bil razglašen za ogroženo območje. Ta naziv je sicer imela že prej, vendar zaradi svinca pa slabih prometnih povezav, zdaj pa si ga je prislužila še z najvišjo stopnjo okuženosti s koronavirusom. Na svečani podelitvi nagrade Naj korona kraj Slovenije, ki se ga je udeležila skoraj celotna vladna ekipa, je zdravstveni minister Gantar lokalno prebivalstvo pomiril z izbranimi besedami. Ta razglasitev ne pomeni omejitev gibanja ljudi, zagotavlja Gantar. Pomeni samo možnost pomoči, za kar bi bili pa lahko predvsem veseli, ne pa zaskrbljeni. Kar je gospod Gantar hotel sporočiti Korošcem je, da ima slabo in dobro novico. Slaba je, da je njihovo zdravje ogroženo. Dobra pa, da je ogroženo tudi zdravje njihovega tečnega soseda. Minister Gantar je pri svojih izjavah približno toliko uspešen, kot če te operater na 112 poskuša pomiriti z besedami, da na nek način je v bistvu fajn, da imaš požar. Ko pa dobiš več gasilske pozornosti. Naziv ogroženega območja namreč za Črno na Koroškem pomeni le, da bo lažje prejela dodatno kadrovsko pomoč. In kaj se je v preteklih tednih na tem območju dogajalo, da se je situacija tako zaostrila? Črna na Koroškem je od danes razglašena za ogroženo območje. Razlog? Veliko število okuženih, ker naj bi kljub omejitvam organizirali poroke, obletnice in druge vrste zasebnih druženj. No ja, pri tem moramo poudariti, da Korošci niso bili tako neodgovorni, kot izgleda na prvi pogled. Oni so ljudi iz cele Slovenije povabili na praznovanja, ko virus na Koroškem še ni bil prisoten. Problem je le, da se do tja voziš toliko cajta, da jih je virus prehitel. Novih zabav pa v Črni očitno več ne bo, saj županja vse bodoče slavljence naproša, naj vino za zdaj pretočijo nazaj v sode. Ljudi vse skozi opozarjamo na to, da pač naj ukrepe NIJZ-ja upoštevajo, naj vsa praznovanja preložijo na kasnejši čas, pač ne bodo praznovali 50, bojo pa mogoče 50 pa pol ali pa 51. Ja, situacija je pač taka, da nekateri mogoče ne bodo praznovali Abrahama, ampak bojo praznovali Abrahama pa še mal. Če se situacija poslabša, pa na Koroškem ne bodo praznovali 1. novembra, ampak bodo praznovali 1. maj. Saj ista stvar, sam namest kresa pač pržgeš sveče. Ogenj je ogenj, življenje gre naprej. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.